Dobrodošli v delovnem studiu. S posebno oddajo Moč politike pripravljamo serijo pogovorov, v katerih bomo komentirali in analizirali pogovore oziroma soočenja predstavnikov političnih strank, ki se zavzemajo za vaše volilne glasove na državnozborskih volitvah 22. marca. Pozdravljen kolega Uroš Esih. Rok, tudi tebi pozdrav. Včeraj smo spremljali prvo soočenje predstavnikov predsednikov političnih strank na televiziji Slovenija. Zaznamovalo je odsotnost Janeza Janše iz SDS-a in Jerneja Vrtovca iz NSi-ja. Kakšen je tvoj pogled na to, njuno odsotnost? Ja, ta odsotnost je seveda v veliki meri zaznamovala samo dinamiko in vsebino tega soočenja. Soočenje je delovalo kar nekako antiklimaktično, dokaj medel uvod v volilno kampanjo, ko nimamo tega elementa SDS in Nove Slovenije, ki pač zastopata svoj pol, ena stranka bolj radikalno, druga morda malo manj, to da čist neko novo, drugo dinamiko. Tukaj so res gostje, so predvsem bili zelo previdni v političnih konfrontacijah, gre za uvodno tipanje terena, nič ni bilo izrazitega, ampak seveda izkazale so se nekatere drobne razlike, predvsem znotraj levosredinskega pola in seveda vis-a-vis Anžeta Logarja, ki je edini zastopal desnico, njen zmernejši del. Če se malce pošalim, smo na nek način gledali javno tiskovno konferenco levega pola slovenske politike. Ja, nekako tako z gosti, ki so precej benevolentno obdelovali dosežke, nedosežke leve sredine. No, del javnosti je seveda prepričan, da je bil včeraj edini predstavnik desnega pola, pravzaprav Anže Logar, ki svojo stranko naskakuje vidno vlogo v bodočem parlamentu in prihodnji vladi. In odigral je v tem soočenju seveda zelo vidno vlogo, logično zaradi politične dinamike, je precej konfrontacije, argumentacije šlo preko njega, on je to zelo dobro izkoristil, po mojem mnenju, in se s tem še dodatno utrjuje na tem desnosredinskem delu političnega spektra, ki je bil, vemo, zaradi izrazite dominance SDS-a na desnici zanemarjen, on ta prostor odpira. Kako pa bi ocenil nastop Vladimirja Prebiliča, prvaka nove stranke Prerod? Zdi se, da je sprva nakazoval zelo velik politični potencial, pa se je potem vse to v zvezi z njim nekako umirilo, da je zdaj realnost drugačna in da je temu tudi prilagodil svojo retoriko. Ja, gospod Prebilič teh soočenih deluje umirjen, nekako celo državniški, vidi se ta izkušnja iz evropske politike, zna stopiti korak nazaj, zelo močen je bil seveda pri svojih paradnih temah, tema geopolitike in varnosti, tam se je res izkazal naprimer pri romskem vprašanju, ker je tudi seveda vprašljiva ta vloga lokalne skupnosti, nekako je upravičeval svoj položaj, ampak nastop bi ocenil kot dober, kajti pri njemu gre za to, da so ta soočenja biti ali ne biti. Pričakuje se od njega, da bo s svojimi retoričnimi spretnostmi svojo stranko popeljal v državni zbor. Nastop premierja Roberta Goloba se je zdel kar tako v voditeljskem slogu, nekako je zelo konkretno predstavljal izzive te vlade, nakazoval rešitve, ni se pustil ujeti v noben besedni dvoboj, čeravno je imel praktično na drugi strani kot potencialnega izzivalca le Logarja. Ja, verjetno je bila politična taktika seveda, da Logarje s tem, da bi zapenjal Golob z Logarjem, bi mu dajal pozornost in tega ni želel. Izrazito se je fokusiral na dosežke svoje vlade, se vemo, Svoboda in njegova stranka je dominantna v tej koaliciji in bil je prvi komunikator dosežkov reform svoje vlade in precej jasno in dobro argumentirano je pojasnjeval logiko zakonov, zakaj in kako so jih sprejeli. Tako da nastop je bil relativno zadržan, umirjen, očitno načrtno umirjen, nekateri tu vidijo neko pasivnost ali nezainteresiranost, ampak je prvi komunikator dosežkov vlade, kakršnikoli pa že so. Greva k prvaku socialnih demokratov Matjažu Hanu, gospodarskemu ministru, ki je včeraj deloval kar precej energično v svojih odzivih na sogovornike v studiu in
zanimivo, da ni prav pogosto včeraj uporabljal njegovih znanih besednih zvez, s tem nimam nobenega problema ali pa brez zamere in tako naprej. Kako si ti videl njegov nastop? Zna biti, da te njegove že ponarodele formulacije, da so mu v stranki oziroma kakšni svetovalci odsvetovali uporabo teh, ker deluje vendarle malo preveč ljudsko in splošno in morda malo premalo socialdemokratsko, tako da na nekih točkah gospod Han, kot najbolj izkušen politik v tej šesterici, ki se je včeraj zbrala, je deloval rutinirano, pazil je na socialdemokratska sporočila, vsaj normativno, ampak še bolj pa je pazil, da se s kakšnimi izjavami preveč ne bi zameril interesom gospodarstva. Tako da spretno je, rutinirano je manevriral med temi črmi. Sokoordinator Luka Mesec se je zdel kar precej umirjen, sicer je tudi običajno in preudaren, je dovolj močno zagovarjal, predstavljal, izpostavljal dosežke svoje stranke v vladi. Niti ne. Vemo, da vsi ključni ali pa glavni projekti vlade reforme so nastale v resorjih stranke Levice in tokrat ni zagovarjal, ni uspel skozi teme, ki so bile namenijo pripeljati, ker rutinirani politiki znajo pripeljati, tudi če niso vprašani določene stvari, znajo pripeljati, samohvalo, on je ni, ostal je na precej splošni, normativni ravni, bil je dokaj zadržan in verjetno bo moral v nadaljevanju še dvigniti kakšno predstavo više za bolj prepričljiv vtis. Ampak priložnosti bo imel še dovolj, sledijo številna soočenja na obeh največjih televizijah. No, nekdanji član Levice, Miha Kordiš, ki zdaj vodi ta svoj projekt, Mi socialisti, je bil precej, bi rekel, prijazen do Mesca. Kako ti gledaš na njun odnos? Ta odnos se je razvil, po teh začetnih fazah, rečemo praktično skoraj osebnega sovraštva in antipatije se nekako razvil do te mere, da je postal prijateljski, ni pa več tovariški, kot je povedal, nista več tovariša, lahko pa seveda, ker na levi sredini rečemo, da so vsi bolj ali manj iskreni prijatelji, zato ta odnos bolj ali manj iskreno prijateljstvo, ni pa več te sovražnosti, ko je bilo zaznati, kajti zaradi te ostre konfrontacije bi obe stranki zgubljali. Vemo, ta levi ali pa skrajno levi prostor je dokaj zamejen, omejeno število glasov in pa s temi osebnimi zamerami, konfrontacijami verjetno bi bilo nesmiselno še tam mali del volilnega telesa odganjati. Kaj ti vemo, Kordiš zelo težko se bo s to retoriko pribil, pa ne govorim o vsebinski, ne sodim, kaj govorim, ampak pač enostavno volivcev v tem delu volilnega ribnika je relativno malo. No, po črto je kdo potem takem včeraj v studiu na soočenju na TV Slovenija, kdo presenetil, je kdo posebej navdušil, je bil kdo vsaj zabaven, glede na to, da v bistvu ta rod politikov ravno ne slovi po nekem posebnem smislu za humor, če tu učtejemo recimo Kordiša, ki vendarle izstopa. Ja, ni bilo zaznati. Je pa bilo, mislim, soočenje prevevalo precejšen ta občutek normalnosti, kot da živimo v normalni državi, ne pa v neki zelo polarizirani politični skupnosti. Videli smo v tej predkampanji, do zdaj smo imeli zelo ostre konfrontacije, zelo ostro retoriko iz obeh taborov, pač iz enega seveda bolj prevladuje, ker je modus operandi tam, ampak smo imeli dokaj, rečemo že precej toksično predvolilno kampanjo, ampak tole začetek pa je deloval kar uspavalno in je dal tak nek vtis neke lažne normalnosti v političnem prostoru, ampak verjetno zato seveda, ker niso bili vsi ključni akterji zastopani. In to je dobro izkoristil gospod Logar, se je pozicioniral. Za SDS vemo, kako močno robustna stranka je, bo lahko tudi preživi in seveda zmaga volitve brez udeležbe na soočenjih. Za Novo Slovenijo pa nisem prepričan, ker mislim, da jim bo ravno Logar s temi prepričljivimi nastopi pobral veliko kisika iz njihovega volilnega ribnika. Morda bodo tudi po tvojem komentarju obrnili ploščo sploh pri NSI, napovedujejo namreč nam novo odsotnost, prihodnje soočenje se obeta v ponedeljek na Pop TV-ju in seveda bomo spremljali ter morda tudi komentirali pozneje nastop tudi na komercialni televiziji. Uroš Esih, hvala lepa za današnje komentarje. Z veseljem, Rok.
Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Bodite z nami tudi v naslednji posebni oddaji Moč politike.